Povej, Rok, zadnje čase se veliko govori o legalizaciji konoplje za medicinske namene. Kako pa si ti predstavljaš legalizacijo konoplje za medicinske namene? Jaz jo predstavljam tako, da je v bistvu, da je dostopna, to je prva zadeva, kar pomeni, da če neko sredstvo konoplja, da pač deluje, da se vidijo rezultati, da pomaga pri, bomo rekli, različnih obolenjih in različnih medicinskih pojavih, da se jo razišče in da se jo razišče na znanstven način, da se jo razišče dobro. Hkrati pa, da ne postane to samo še spet eno orodje v rokah kapitala, ki na koncu služi za to, da se v bistvu od ljudi pobere čim več denarja. Če se človek odloči, da se bo s tem zdravil, je to popolnoma njegova odločitev in nikogar drugega. Bi si pa seveda želela, da se omogoči samo zdravljenje ljudi. Mislim, da je to edina pot naprej in da je popolnoma nesmiselno, neproduktivno v bistvu ustavljati ljudi, da si ne bi pač sami pomagali. Tako da si vsak poseje za svoje zdravje, za svoj pridelek. Da nam medicina ali ta farmacija predpisuje neke umetne stvari, ki niso toliko dobre pa sigurne za človeka. Jaz iz lastnih izkušnj vem, da konopljina smola zelo pomaga pri rakovem obolenju. Se ti zdi, da moramo imeti ljudje možnost izbire, kako in s čim se bomo zdravili? Definitivno ta možnost mora biti omogočena. Je pa tudi tako, da kar se pa jaz zavedam tudi ene senčne plati, kar smo se že pač pogovarjala, to prosto sajenje. Jaz bi rad, da obstaja nek subjekt v naši državi, ki bo lahko analiziral, kakšna je recimo kvaliteta. In nek, bom rekel, izpitni center ali neki, ki ljudje to svoje znanje dajo. Ker ko se neka stvar, ko odpre svoja vrata, lahko to omogoča ful enega šarlatanstva. In zdaj, da nekdo dobi v roke olje, za recimo, ker ima njegov prijatelj raka, to olje je pa totalno nečist in lahko naredi še več škode in nima znanja, kako ga uporabljati. Kaj smo pol naredili? Moje mnenje je znanje, ozavestiti ljudi, ki jih to zanima, ozavestiti tudi doktorje, da bodo znali svetovati. Radi bi si sami pomagali, pa si ne moramo, brez da bi bili v prekršku. Veliko naših prednikov so se samo zdravili z rastlinami, ki so jih poznali in se tudi to znanje prenašali iz ust do ust. In je bilo to zelo dobrodošlo, kajti vsakdo je vedel v določenem okolju za neke oblike zdravljenja, ki so bile učinkovite, ki so bile tudi dostopne ljudem, ko ni bilo denarja, in so je tudi to potem prenašala iz roda v rod in so se ljudje tudi posluževali. In je bilo čakalnih dob zdravljenja. Možnost izbire. In to bi mogla biti izbira vsakega posameznika, da se odloči, kako bo živel. Jaz mislim, da imamo pravico in da bi pravzaprav država morala upoštevati naše želje državljanov. Zato smo pravzaprav izvolili naše predstavnike, da bodo poskrbeli za nas. Glede, o tem sploh ni dvoma, ker že v zgodovini gledamo, kdo nas spoštuje svoje preteklosti, nima svetle bodočnosti. Glede, naši predniki večinoma so se zdravili po naravni viri, so bili dosti bolj zdravi kot danes naši otroci. Mi smo pa ogromno ljudi v kemofarmaciji že zgubili na tak način, ko smo jim prepovedali uživanje konoplje. Vsekakor mislim, da ima vsak človek tako pravico, ker ne bi pomenilo, da je svoboden človek. Se pravi, naj se odločajo po tistem, ker je najbolj prepričan, da mu pomaga. Vsekakor, 100% ali pa 150%. Jaz sama sem težek bolnik in sem izkusila že mnogo hudih stvari. Na koncu sem se zatekla k konoplji in sicer šele krajši čas, ampak že zdaj opažam zelo dobre učinke. Opažam pa, da je problem v tem, da moraš pa iskati luknje in ovinke. Vse bi bilo v redu, če bi pač se žena držala postopkov, ki so predlagani strani doktrine. Pač je ne bi več bilo, ampak tudi jaz ne bi bil preganjan.
Kot sem že na sodišču povedal, če je to cena, ki jo plačujem za to, da je žena zdrava, je cena zelo nizka. Seveda bi se oba ženo še enkrat odločila za samooskrbo oziroma za nakup smole, nažalost še na črnem trgu, kakor so se tudi v prvem primeru. Država še vedno razporeja konopljo v prvo skupino prepovedanih drog kot zdravju zelo škodljivo. Mi imamo pa že na tisoče uporabnikov konoplje v Sloveniji, ki imajo popolnoma drugačne izkušnje. Kako misliš, se bo to izteklo? Ljudje preprosto ne verjamejo več. Ja, jaz pravim tako, da če nekako te ljudi, ki odločajo o teh stvarih, v katero skupino, jaz mislim, da so na neki točki, da so izgubili nek stik z realnostjo. In če to lahko gledamo čez oči, dobrodošli v Butale, potem te stvari potem lažje razumeti. Ampak definitivno mislim, da bi se mogli na prakse iz tujih držav, iz tega, kaj hočemo, da ljudje pri nas živijo čim dlje, da živijo zdravo življenje, da dobijo znanje in da niso zaradi tega, ker bi si radi pomagali, da so zdravi, da niso zaradi tega preganjani kot kriminalci. To se mi zdi čist normalna stvar, kakor dihanje. In upam, da bo ljudem, ki o tem odločajo in tudi uradnikom, da je bo kapnilo, da so med njimi dobri ljudje, ki se bodo odločili, da bodo videli, te ljudje ne škodujejo, mislijo dobro, dajmo te stvari, dajmo narediti en korak naš nazaj in v dobro pač konoplje, to je to. In ljudi, ne? Seveda, ne, in ljudi. Modri ljudje se učijo iz izkušenj drugih, pametni pa iz vlastnih. Jaz konopljo in njene izdelke zelo pozdravljam, ker sem tudi sama preizkusila in vidim, da mi res zelo pomaga in podpiram to akcijo in upam, da bomo skupaj uspeli, ker to je le naravno, ni toliko recimo stranskih učinkov, kot recimo pri drugih zdravilih. Konoplja je odlična. Konoplja bi morala biti javna, dostopna vsem ljudem, ker res pomaga. Imamo izkušnjo doma in res smo zadovoljni. Pomaga. Mislim, da ni več delač ta dan, ko bojo morali popustiti. Kot je že znano, se 80% onkoloških bolnikov že samo zdravi z konopljo. To tudi v veliki večini onkologi vejo. Bilo bi zelo v redu, da bi bili onkologi podučeni v tem, da bi znali svetovati tudi za take stvari, ki res zdravijo. Mi konopljo šele zdaj spoznavamo ob sinovi bolezni. To, kar ste danes rekli na račun birokratov, se absolutno strinjam. Od najnižjih na lokalnem nivoju do držav drži. To so v sistemu napačni ljudje. Jaz mislim, da so uradniki, kako bi povedal, želijo biti neki posrednik do končnega potrošnika tega zdravila in jaz mislim, da namensko štopajo zadevo zaradi lastnih interesov. Malo ignorantsko se obnašajo do nas. Ali jim verjamete? Ne, zato ker sem iz svojih izkušenj videla, da mi pomaga. Ne, ne verjamem. Absolutno ne. To je velika neumnost, v smislu. Že Marija Terezija je vedela za vse prednosti konoplje na vseh področjih. Danes država pa zavira z mnogimi administrativnimi ukrepi. Škoda, velika škoda za državo, ker bi lahko izkoristila ta material ne samo za zdravje, kot se zdaj najbolj propagira, ampak za vse mogoče. Sploh ne more biti res, ker pogledajte, že 1000 let nazaj so poznali konopljo in medicinske namene in ne samo medicinske namene, tudi za druge stvari. Konoplja je cela koristna. Nažalost je moje zaupanje v uradni medicini, pa njihovim pogledom malo umajalo. Nevednost je glavni vzrok, zakaj je pač takšen odnos do konoplje ni uradnikov in zdravstva. Žalost niti slučajno ne. Vem, zgleda, da ima država kakšne druge interese z temi farmacevtskimi velikani,
konoplja že od nekdaj bila uvrščena kot najboljše zdravilo naravno in mislim, da bi se bilo treba spet tega nazaj prevzeti in se s tem poskusiti zdraviti. Sama praksa je pokazala v Sloveniji, po celem svetu, tudi posameznikov je samo sprobal, premagali ta strah, ki je bil povzročen s propagando. Če so že študije dokazane, da se je uporabljala konoplja toliko tisoč let nazaj, za dejansko, da človek boljše živi. Kaj pomeni zdaj rekreativna poraba, zakaj rekreativna poraba, zmeraj vsi pravijo, jaz sem tisti, ki kadijo. Se ti zdi, da nima nihče pravice sploh se v to spuščati, zakaj ti kaj rabiš? Zakaj ti sploh kaj rabiš? Tako da dejansko se treba odpraviti za uporabnike, se pravi za uporabnike, ker to je ena taka rastlina, katera je narejena za nas, da jo uporabljamo za boljše in bolj kvalitetnejše življenje in to si vsi zaslužimo in imamo pravice, da to uporabljamo. Prej ste rekli, ampak to so si pa ljudje, pa tudi kakšnega prižgali, s konopljo. Ja, stari, ko bi rekla starejši, tole, tiska so bili stali kar 80 let, so tudi se prižgali, sem pa kje sami zvijali s papirčkom in se navili cigaret in so tudi kadili. In za kakor jaz vem, jim ni bilo nič, so bili zdravi. Pa ste rekli, da tudi kakšno stvar ste pa pozdravili, s konopljo že včasih? Ja, jaz vem, da sem imela angino in ki je mama tole peredivo me zavila okrog vratu, sem imela 3 dni in je angina šla. Sem se pozdravila, nisem imela več vnetov. Potem, ko je kar naenkrat konoplja postala prepovedana rastlina, kako ste si to sploh razlagali? Ja, eni pravijo, dobro je, vam odkrit povedam, semena, če si preveč uporabljal, je bilo bolj takole, mata si rato, bolj zaspat si rato na tem. Drugač pa, kako se jaz spomnim, sem stara 85 let, ni bilo nobene bolezni zaradi tega, zaradi konoplje. Jaz se spomnim, ko sem hodil v osnovno šolo, to je bilo nekje v drugi polovici 60 let, smo se učili o konoplji kot o industrijski rastlini. Skupaj lan in konoplja je bilo rečeno, se dela vrvi, pa tkanine, pa take stvari. Takrat sploh konoplja ni bila problematična rastlina. Mislim, da je pa zdajle skrajni čas, da se to stanje popravi in da se omogoči ljudem, da izkoristijo to rastlino tako, kot se nam ponuja za zdravljenje in za vse ostalo. Naše ljudsko izročilo je naše bogatstvo. Tako, ki ga je treba negovati, sicer še ga dopolniti z novimi spoznanji. Če se je recimo ugotovilo, da je gabis škodljiv, če se ga notranje uporablja, potem je zelo koristno, da se to upošteva. Če vemo, da je šentjanževka neprimerna pri ljudeh, ki že dobivajo zdravila proti depresiji, potem je to dobro upoštevati. Če se to absolutno prepove, je pa to neustrezno. Moj način razmišljanja. S prepovedjo samo se ljudje ne bomo pravzaprav nič naučili. Več je moraš škodovati, biti seznanjen, biti informiran, učinkovitosti in pa tudi poškodljivati, kadar se te meje presegajo. Pa bo kakšne kombinacije. To je pač prva stvar, biti informiran, biti seznanjen, tudi strokovne plati in potem tudi dopustiti, da se dobre stvari prinašajo naprej. Zato, da sva si začela sama pridelovati konopljo, sva morala, preštudirati kar nekaj stvari, se seznaniti z rastlino, spoznati njene učinke, dočim me zanima, naprimer, koliko onkoloških bolnikov ve, kakšno, naprimer, kemoterapijo dobiva, koliko ve o tej kemoterapiji, ki jo predpišejo zdravniki.